Pozdravljeni vrtičkarji, zagotovo si želite pridelati sadike vrtnin, zelišč, cvetlic in pa mikrozelenjavo. Naj povem, da je to vse mogoče tudi v domači dnevni sobi. Sadike pa niso pretegnjene, če uporabljamo kakovostne LED svetilke oziroma sijalke. Na ta način pa seveda tudi veliko privarčujete, kajti ni potreben nakup samih sadik. V našem primeru uporabljamo zelo kakovostne sijalke oziroma svetilke, ki so plod slovenskega znanja. To so svetilke SB05, ki so pravzaprav 60-vatne in oddajajo svetlobo, ki je podobna sončni svetlobi. Odlikuje pa jih tudi zelo nizka poraba energije. Naj povem, da ena taka LED sijalka oziroma svetilka porabi toliko energije kot električna pečica v kuhinji v 15 minutah, če je seveda prižgana celih 10 ur. Tukaj pred mano imamo konstrukcijo, ki je na 2 etažah. Pri nas uporabljamo trenutno samo eno z 2 svetilkama. Ko bomo povečali proizvodnjo sadik, pa bomo vključili še samo drugo etažo. To je pravzaprav zeleni jurček, ki je primeren za družino. Vsi tisti pa, ki proizvajate mikrozelenjavo, pa priporočam nakup zelenega jurja, ki ima 4 etaže, je nekoliko večji in je potem tudi bolj produktiven, če se izračim po domače. Seveda pa je potrebno tudi zalivanje. Same sadike na začetku pršimo s tlačno pršilko. To je pravzaprav zelo dobro. Tukaj imam sadike paradižnika, tukaj paprika, ki trenutno še ni osklila, in pa zadaj čili, habanero, in na ta način ustvarjam tisto optimalno vlago. Vsi, ki sejete in sadite, pa lahko tako zadevo tudi pokrijete, uporabljate posebno pokrivalo in enostavno poskrbite, da sadike boljše kalijo, kajti v začetni fazi se tako zadržuje več vlage. Če so prižgane luči, pa je tudi več toplote in je to kot nekakšen majhen inkubatorček. Prostor, kjer gojimo mikrozelenjavo, cvetlice, zelišča in ostale vrtnine, je treba tudi redno zračiti, kajti zelenjava oddaja svoj značilen vonj. Meni je sicer všeč, ampak vseeno priporočam tudi zračenje. Naj povem, da na takem zelenem jurju ali pa zelenem jurčku lahko gojimo tudi konopljo za medicinske namene. To delajo v naših sosednjih državah, kjer je to zakonsko urejeno. Gojimo pa seveda lahko za sadike, mikrozelenjavo in ostale rastline. Za samo oskrbo svetlobo so zelo hvaležne tudi sobne rastline. Jaz sem tukaj že umestil eno, ki rabi nekoliko boljšo osvetlitev. Sem jo postavil na nekakšno rehabilitacijo. Seveda, kot vidimo, je gojenje rastlin v notranjih prostorih, v dnevnih sobah, kleteh, hodnikih, brez sončne svetlobe povsem enostavno. Če uporabljamo LED svetilke, ki so plod slovenskega znanja, tako pravzaprav je omogočeno vrtnarjenje praktično prav povsod. Moje ime je Davor Špeher, veseli me, da to leto vrtnarimo skupaj. Spremljate me lahko na spletnem portalu Zeleni svet, Facebooku, Instagramu in pa YouTube kanalu.